marsikaj smo dobili od muslimanskega sveta, mogoče bilo to ena točka, tudi kako so recimo muslimani posegli v našo družbo, v Evropo. In v tem obdobju dinastije Abbasidov je bil večji poudarek na kulturi, na znanosti tudi, razvijala se je filozofija, matematika, astronomija. Tako da to je bilo tako relativno svetlo obdobje tega islamskega razvoja. In ravno iz tega obdobja je precej izumov in raznih dosežkov, predvsem področja znanosti, ki so potem nekako vplivali tudi na razvoj znanosti v Evropi. Neke teorije so bile, da je recimo tudi Evropa dejansko prišla do tekstov Aristotela preko islamske države, preko muslimanov, preko arabščine. Tako da tega obdobja pravzaprav ne smemo gledati, ali pa ne smemo danes na islamski svet gledati zelo preko zviška, ker v tistem času je bil to pravzaprav najbolj napreden del sveta. Mislim, da lansko leto je bila tudi v Ljubljani razstava, kako že 1001 izum, nekaj takega, ki je govoril ravno o tem, kako je pravzaprav tudi islamski svet na nek način svojo znanostjo pozitivno doprinesel do tega, kar danes poznamo kot zahodno civilizacijo. Da bi malce bolj občutljivi, kakšno afiniteto ima islam oziroma kako islam prispeval k razvoju civilizacije, je treba najprej poznati doktrinarne nastavke. Torej, beseda ilm, arabska beseda za znanje, vedenje je druga najpogosteje omenjena beseda v Koranu. Tako za besedo Allah. 20. sura 114. ara pravi in reci, gospodar moj, povečaj moje znanje. Prerok Mohamed je nekoč rekel, črnilo učenjakov je več vredno kot kri mučenikov. In tako naprej in tako naprej. Torej, zato strokovnjaki, kot so na primer Johannes Pedersen ali pa Franz Rosenthal, govorijo o tem, da je težko primerjati katerokoli drugo obdobje v zgodovini, ali pa redko so ta obdobja, ki bi lahko markantna po tako velike afinitete do znanja. In to seveda se je res izrazilo v bagdadskem abasidskem kalifatu. Abasidski se imenuje zaradi tega, ker je bil Al-Abbas Mohamedov stric in ta dinastija nova, ki je vzela oblast Omajadom, je svoje korenine vlekla od tega strica Abbasa. Samo en čist konkreten dokaz, torej drugi kalif Abbasidov, Abu Džafar al-Mansur, je ukazal narediti novo prestolnico. Prej bila v Damasku, potem je rekel, jo bomo prenesli na vzhod. To je današnji Bagdad. In rekel je, da morajo prestolnico zgraditi v obliki pravega kroga. Zakaj pravega kroga? Zato, ker je bil njegov najljubši intelektualec, znameniti grški matematik oziroma geometrik Evklid. In s tem je nakazal to ogromno afiniteto do znanja, do klasične grške misli. In rekel je ta že ta Abu Džafar al-Mansur, postali bomo intelektualna supersila in postali so Abbasidski kalifat je med sredino 8. stoletja in pa koncem 9. stoletja sistematično zbiral vsa dostopna grška znanstvena in filozofska dela. In jih tudi izbral. Ena izjema je Aristotelova politika, za katero se še danes ne ve, zakaj niso prejeli. Potem so ta klasična grška dela prevali v arabščino in kar je pomembno dodati, bistveno nadgrajevali. Naprimer, učenja oziroma zaključke, rezultate velikega grškega astronoma oziroma geografa Ptolemeja so preverjali v astronomskih opazovalnicah in ugotavljali, da se je Mažič motil. In že ugotavljali, da njegova misel ni konsistentna in pa predvidljiva. To je bil že povsem znanstveni jezik. 830 je bila ustanovljena druga najpomembnejša izobraževalna institucija po veliki aleksandrijski knjižnici, ki so jo Ptolemajci v Egiptu vzpostavili, to je bila Bajt al-Hikma, hiša modrosti. Torej, muslimani so ogromne korake, kot je bilo že rečeno, na področjih astronomije, matematike, geografije naredili. Naprimer, popravili so Ptolemeja tudi v tem, ko je Kaspijsko jezero na zemljevidu naslikal ležeče vodo ravno. Pa so ga postavili na vpično, vemo, da to dejansko leži na vpično. Morda je treba na tej, torej, če moramo biti malce samokritični, v tem času je v Evropi vladala tema. Torej, po
uničenju zahodno-rimskega cesarstva 476 so s časoma bili klasični grški teksti uničeni ali pa pozabljeni. Preprosto niso več govorili grško. V tem času, torej v Evropi, niso znali več natančno določati časa po dnevi. Niso znali določati ur dneva ali pa natančno voditi julijanskega koledarja. Potem je pa najprej papež Six IV, če se ne motim, iz Katalonije prinesel astrolab, torej nek inštrument bronosti velikosti solarnega krožnika, ki se usmeril proti nebu in se lahko natančno določilo torej čas po dnevi in po noči. Muslimani so ta inštrument še močno sofisticirali. In pa Aristotel je bil že omenjen, torej Aristotel je komentiral Abu al-Walid ibn Rušd, Averroes znameniti, ki mu je dal nek vladar v muslimanski Španiji nalogo preuči vsa dela Aristotela in jih razumljivo razloži. Torej, Averroes je to naredil v majhnih, srednjih in pa velikih komentarjih. Velike komentarje 4 je pa prevedel latinčno Michael Scott. Michael Scott je bil pa znanstveni svetovalec in zdravnik, torej Friderika II. Hohenstaufa, svetorimskega cesarja, in preko univerz Neapolj in Bolonije Aristotel, torej ta interpretiran preko Ibn Rušda, prišel v Pariz, teološko prestolnico. In tam zatresal vse skupaj in na koncu je pravzaprav Tomaš Akvinski prevzel Aristotela in ga inkorporiral v krščansko misel. Tako da je krščanska cerkev, katoliška, sprejela ta Aristotelov razum.